prvi izvedbi istrskega maratona prva izvedba je presegla vsa pričakovanja, druga sedaj vstopa skozi velika vrata. Do starta so le še 3 meseci in tisti, ki se ga boste udeležili, morate že počasi začeti s pripravami. Z mano sta Marjana Sikošek, vodja tekmovanja, in Venčeslav Japelj, ki bo skrbel za prostovoljce. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, Marjana, maraton bo potekal 12. aprila v nedeljo s startom in ciljem v Izoli. Kako potekajo prijave? Koliko ljudi se je že prijavilo? Prijave potekajo v redu. Prijavljenih imamo čez 1400 tekačev do sedaj, ko se nekako izteka že prvi prijavni rok v tem tednu, se pravi konec tega tedna. Koliko jih še bo prijavnih rokov? Prijavna roka sta pravzaprav še 2, in sicer drugi prijavni rok, ki bo potekal od 17. januarja do 17. marca, in potem sta še 2 tedna tistega zadnjega roka do konca marca. Do takrat pa seveda upamo, da se bo večina tekačev že prijavila. Verjetno je razlika v štartnini. Koliko znaša, kaj vključuje? Seveda v višini štartnine je razlika, tako kot vsi prvi, ali pa bom rekla predprijavni roki, je potem štartnina nekoliko cenejša. Sedaj je še po 25 evrov, kasneje se potem, bom rekla, ta cena poveča za 5 evrov. Seveda so pa možni tudi popusti, predvsem za skupine in seveda za tiste, ki imajo morda svoj čip. Gospod Japelj, če se ne motim, ste vi že dali nekaj tras tega izolskega oziroma istrskega maratona skozi. Bo kakšna razlika letos v primerjavi z lani? Ja, ker je sprememba v štartnem in ciljnem mestu. Lani smo imeli Izolo, smo imeli Koper, tokrat imamo Izolo. Logika za te daljše proge je podobna, ampak proga ne more biti ravno enaka. Najbolj podobna je ta za maraton. Za polmaraton je že kar nekaj sprememb, čeprav večinoma poteka po lanski. Čisto na novo je pa začrtana 10-kilometrska proga iz Kort proti Izoli. Tako je Kort proti Izoli, kar nekaj odsekov je, kjer bo potrebno teči navzdol. To verjetno ni ravno najboljše za nepripravljene tekače. Zdaj pripravljeni, nepripravljeni, prej ste rekli, da še 3 mesece imamo cajta, zato je za 10 kilometrov vrh glave dovolj časa, da se dovolj temeljito pripraviti. Tam grejo rekreativci, ki niso prav dobro pripravljeni, kljub temu pa tisti spust minus 200 metrov ni tako, kot se sliši. Recimo od Čareda, ko se spuščamo v 5-6 kilometru, ko narišeš grafikon, se ti zdi, da je strašno strmo, ampak v bistvu ni. V bistvu je tam malo več strmine, samo na kakšnih 100 metrih, ko imamo dvojni zavoj, najprej desno in potem levo. Ampak tisti, ki se ne bo počutil, bo lahko šel tudi malo bolj počasi hoditi, pa mu ne bo treba. Tisti, ki pa letijo, tisti pa itak vejo, kako se to naredi. Lani Koper smo rekli, letos Izola. Prinaša Izola, glede na to, da je manjša, da ima manj velikih površin in da je nekako vmes med Koprom in Piranom, vemo, istrski maraton obide vsa mesta, prinesla dodatne izzive? Seveda vsako mesto prinese svoje izzive in vsak nov začetek je seveda po svoje izziv, pa vendarle s pomočjo in izolske občine in domačinov seveda si nadejamo, da bomo te izzive uspešno prestali oziroma jim bomo kos. Zato, ker vendarle izolska občina oziroma vse obalne občine so nekako naši častni pokrovitelji in seveda tu se nadejamo njihove pomoči, vsekakor pa tudi pomoči domačinov in na nje seveda tudi resno računamo, kajti že lani so se kot prostovoljci zelo izkazali in seveda nadejamo se, da bo tako tudi letos. Venčeslav, vi ste odgovorni za prostovoljce, kako jih boste iskali letos, kakšne bodo njihove naloge? Ja, ta akcija iskanja, zbiranja že kar traja. Glavno težišče je na zbiranju prek naše spletne strani, tam imamo prijavnico in osnovne informacije podane. To pa vsekakor ne bo dovolj. Iščemo še po posameznih organizacijah, društvih v okoljih, ker mislimo, da bomo lahko jih dobili in ker smo jih tudi dobili za prvi maraton. Potrebovali bomo tako kot lani približno 500 oziroma še kar več kot 500 ljudi in zaenkrat lepo kaže. To priliko bi izkoristil tudi za to, da tisti, ki
čutijo pripadnost temu športu in ki jim ne bo težko nekaj ur tisti dan si vzeti za to, da prispevajo k našemu skupnemu uspehu, da se nam pridružijo. Odlično. O maratonu bomo v Dobrem jutru še govorili, za danes pa bodi dovolj. Hvala, ker ste prišla. Hvala.